Želji po seksu rečemo libido. Če skozi razmišljaš o seksu, pa če bi skozi seksal, rečemo, da imaš visok libido, če ne, imaš pa nizkega. O tem, kaj lahko narediš, če se ti zdi, da je tvoj libido ful nizek, pa zveš v tem videu. Živjo, Lucija tukaj in danes bomo govorili o libidu oziroma o spolni želji. Na libido vplivata kombinacija fizičnih in psiholoških dejavnikov in zato je čisto normalno, da libido niha. Ponovadi je tako, da je spolna želja ful visoka, ko pridemo v novo zvezo. Sčasoma se pa zmanjša. Zaradi tega potem mislimo, da je nekaj narobe, ali z nami, ali pa s partnerjem, ali pa z zvezo. Ampak to je normalno. Fora je v tem, da je na začetku zveze še vse ful novo in razburljivo in to vpliva tudi na to, koliko hočemo seksa. Potem pa počasi pridemo nazaj na realna tla, kjer ni vse samo rožnato in to začetno navdušenje popusti. Kar je čisto normalno. Pa razlikuje se tudi od človeka do človeka, tako da res se ne primerjati z drugimi. In če te ne moti, da je tvoj libido tako, kar je, pol glej ta video iz Filmca. Če te pa zanima, kaj lahko narediš, da bo libido višji, pol pa s svinčnikom in beležko v roki glej naprej. Še prej bi pa omenila, da obstaja še ogromno drugih stvari, ki lahko vplivajo na libido. Naprimer, hormonska kontracepcija, pa različna bolezenska stanja in velikokrat, zelo ironično, na libido vplivajo tudi zdravila, ki ta bolezenska stanja zdravijo. O tem naj te ne bo strah govoriti tudi s svojim zdravnikom, ker on ti lahko pomaga najti rešitev, sploh če je vzrok bolezenski. Zelo pomembno je, da veš, da želja po seksu ni samoumevna. Ampak veliko ljudi ima občutek, da je z njimi nekaj narobe, ker jim ni do seksa. Če se tudi ti tako počutiš, vedi, da nisi edini in da s tabo ni čist nič narobe. Če ne drugega, gremo skoraj vsi vsaj enkrat v življenju čez kakšno tako obdobje. Fora je v tem, da nas družba uči, da moramo biti vedno pripravljeni na seks. Noben nas pa ne nauči poslušati svojega telesa, da ugotovimo, kaj nas v resnici vzburja. Če gledamo filme, poslušamo glasbo ali pa beremo knjige, dobimo občutek, da so spontanost, strast pa romantika vedno seksi in da nas mora to noro napaliti. V resnici pa to ne velja za vse. Eni, na primer, rabijo planiranje, globoke pogovore ali pa masaže, da se tako počutijo. Poleg tega pa mislimo, da mora biti vzburjanje avtomatsko, da, ko je partner pripravljen, da moramo biti tudi mi in da če nismo, to pomeni, da je nekaj narobe. Še posebej to velja za moške. V družbi velja nenapisano pravilo, da so moški vedno in povsod pripravljeni na akcijo. In če ni tako, pol partnerje takoj skrbi, da je nekaj narobe. V resnici je pa moški lahko samo utrujen ali pa pod stresom in mu zato ni do spolnosti. O tem, kako okolica in vsakdanje življenje vplivajo na naš libido, v svoji knjigi Come As You Are govori Emily Nagoski. Pravi, da obstajajo tako imenovani spolni pospeševalniki in spolne zavore. Spolni pospeševalniki so nekaj, kar spodbuja naš spolni nagon. Nekaj, ob čimer se počutimo res prizemljene, pa se zavedamo sami sebe pa svojega telesa. To je lahko, na primer, kuhanje večerja s partnerjem, telovadba, globoki pogovori, gledanje erotičnih filmov ali pa branje erotičnih knjig. Skratka, to je lahko karkoli, kar ti rabiš za to, da se vzburaš. Če povem malo drugače, spolni pospeševalniki iz okolja sprejemajo informacije o stvareh, ki nas požgejo. To je lahko karkoli, nekaj, kar vidimo, kar slišimo, kar se dotaknemo ali pa okusimo. Poleg dražljajev iz okolja pa pospeševalniki nadzirajo tudi naše misli in občutke. Pa vse te signale naši možgani podzavestno obdelujejo vsak dan, 24 ur na dan. Spolne zavore pa bremzajo naš spolni nagon. To je pa vse, ob čimer nas mine kakršnakoli želja po seksu. To je lahko, na primer, utrujenost, naporen dan, umazana posoda, pa razmišljanje o tem, kako jo treba oprati, ali pa razmetano stanovanje. Lahko so pa to tudi stvari, kot so strah pred nezaželeno nosečnostjo ali pa strah pred spolno prenosljivimi boleznimi. Tudi zavore so na delu skozi, 24/7 in čisto podzavestno skenirajo za potencialnimi grožnjami v okolju in v naši glavi.
Tako kot pospeševalniki iščejo razloge za seks, jih zavore iščejo proti. In zavoram se lahko zahvalimo za to, da se ne vzburimo sredi poslovnega sestanka ali pa ko večerjamo z družino. Pospeševalnike in zavore imamo različni ljudje različne in tega se moraš zavedati, da razumeš, zakaj tvoj partner ni vedno istočasno vzburjen kakor ti. Če pa s partnerjem naštudirata, kaj so vajini pospeševalniki in zavore in se o tem tudi pogovorita, pa lahko potem ful lažje poskrbita za to, da si istočasno želita seksa. Ampak, kako sploh ugotoviš, kaj so tvoji pospeševalniki in zavore? Ker realno to ni nekaj, kar večina ljudi kar ve iz glave. No, jaz sem zato zate pripravila par vprašanj, ki ti lahko pomagajo to ugotoviti. Ta vprašanja najdeš tudi na našem blogu. Pa zapomni si, pri teh vprašanjih ni pravilnega ali pa napačnega odgovora. Kar čutiš, da je res, to je prav. Pa odgovori so lahko zapleteni ali pa zelo preprosti. Naprimer, če vem, da se od mene pričakuje seks, je to zame zavora. To čutim kot en pritisk in mi ni všeč. Vprašanja so pa sledeča. Kaj te sprošča? Katere dejavnosti in katere situacije? Ob čem se počutiš zares prisoten v svojem telesu? Kdaj se ne počutiš prisoten v svojem telesu? Kaj ti povzroča stres? V katerih trenutkih, situacijah je seks zadnja stvar, na katero pomisliš? Kaj je zate idealna predigra? Kdaj se počutiš povezan s svojim partnerjem? Kaj ti po napornem dnevu, polnem potencialnih zavor pomaga, da se spet počutiš dobro in sproščeno? Pa zato, da najdeš odgovore, si lahko vzameš čas. Tudi več dni, če je treba. Pa normalno je, da se tvoji odgovori sčasoma spreminjajo. Naprimer, kdaj lahko kaj dodaš ali pa spremeniš. In to bo za danes vse. Če te pa zanima več o tej temi, ti pa priporočam knjigo Kamezuar od Emeline Gotski, ker boš zvedel ogromno uporabnih stvari. Za še več takih in podobnih vsebin nam pa ne pozabi slediti na Instagramu, YouTubeu, TikToku in Facebooku, pišemo pa tudi blog. Pa ne pozabi prečekirati naše spletne trgovine Svet užitka in naše trgovine v Ljubljani. Se vidimo, čau!